živijo v novem vlogu. Mi smo danes najprej šli še v Stepancmindo, to je ta vas, v kateri smo bili prejšnjič parkirani, najbolj na severu, kar smo šli na tej militari cesti, kar je sicer bilo nazaj s poti, ampak smo mogli nujno vodo nafilati, pa je nepar malenkosti še v trgovini kupiti. Tako da zdaj smo se pa nazaj proti jugu obrnili in gremo počas proti nižjim goram, nažalost. Ja, gremo proti dolini Truso, ki je baje ful lepa. Imamo namen iti jutri hoditi tam, v bistvu bolj po dolini, ni neke velike višinske razlike, ampak ne bi šlo čez neke stare vasi, pa ful lepo ne bi bilo. Ampak ja, malo naj oskrbi, da bojo spet kakšni psi, tako da upajmo, da jih ne bo in da se ne bomo vrnili po 1 kilometru, tako kot včeraj. Dolina Truso se nahaja le nekaj kilometrov od gruzijske vojaške ceste. Do vasi Kvemo Krokana je cesta sicer makadamska, ampak prevozna z vsakim malo višjim avtomobilom. Od tukaj naprej pa je potrebno imeti dobro terensko vozilo ali pa se do osrčja doline podati peš. Prvi del doline bolj spominja na kanjon, saj je reka Tergi zelo ozka in deroča, nad njo pa se strmo dvigajo na eni strani skalnata in na drugi strani travnata pobočja. Po nekaj kilometrih pridemo v osrčje doline, kjer lahko takoj opazimo deloma zapuščene vasi, zelene pašnike in mineralne vrelce, zaradi katerih je dolina pravzaprav znana. Določeni deli pobočij zaradi apnenčaste podlage tudi sredi poletja izgledajo, kot da so pobeljeni s snegom. Le to namreč prekriva tanka plast vode, kjer se apnenčasta plast še vedno vztrajno debeli. Nedaleč od glavne ceste si lahko ogledamo tudi mineralni vrelec Abano. Čeprav v celotni dolini voda ni ravno dišeča, saj vsebuje visoke koncentracije žvepla, si jo lahko brezskrbno natočimo v plastenko. Kopanje v jezeru in šotorjenje ob njem pa sta prepovedana. Vasi v dolini Truso so v večji meri zapuščene, saj območje meji na ozemlje Južne Osetije, ki je od leta 2008 pod nadzorom Rusije. Zaradi političnih konfliktov je meja strogo nadzorovana, kmetje pa tako ne morejo več uporabljati pašnikov na ozemlju Južne Osetije. Tudi obiskovalci se lahko brez dovolilnice sprehodijo najdlje do trdnjave za Kagori, a morajo pod vznožjem vzpetine, na kateri se nahaja, vojakom pokazati osebne dokumente. Za potep še bolj na zahod je potrebna posebna dovolilnica.
reki lahko opazimo tudi značilno rdečo prst, ki je oksidirala zaradi visoke vsebnosti mineralov v vodi. Včeraj smo po dolini sprehodili se 18 km, vse skupaj nekih višinskih metrov ni bilo prav veliko, več ali manj gre bolj po ravnem oziroma se čist počas malo vzpenja. Ampak vseeno smo bili na zvečerno kar utrujeni, mogla sva še tudi delati, tako da se včeraj zvečer nisva nič posnela. Ja, nismo pa šli čist do trdnjave, do katere smo imeli namen iti, ampak so mogoče kakšen slab kilometer prej se obrnili, ker je iz enega bara oziroma, ja, mislim, da je bil bar, kar naenkrat se pojavil cel trop psov in majhnih mladičkov in so sicer zlaufali v drugo smer, ker so nekaj drugega videli, ne šnofke, ampak smo se odločili, da ni pametna odločitev iti naprej in se med njih pomešati, ampak smo raj šli nazaj proti kemperju. Smo hitro pobegnili, preden bi opazili še šnofko. Drugače nam je bila pa sama dolina res zelo všeč, res je zanimiva in tak. V bistvu je prav pasal malo tak en bolj easy pohod, da ni bilo toliko višinske, da se nismo matrali, je bilo prav sproščujoče ves čas. Ja, danes smo pa spet kar nekaj dela, Nastja mora pisati, jaz imam zvečer inštrukcije, morava še malo kemper spucati, cunje od večerja oprati, tako da danes bo v bistvu tak spet na mesto dan, ampak po moje na koncu ne bo toliko sproščujoč, kakor bi si želela. Danes smo se takoj po zajtrku najprej preparkirali sem, kjer smo zdaj. To je približno 1 kilometer stran bilo samo, sicer je malo bolj slaba cesta do sem, ampak je tukaj res veliko bolj mir. Že reka zraven ne teče, ker je res zelo glasna reka, zaradi tega je tudi bolj hladno dol v dolini, tako da je tle tudi bolj toplo, pa še ni pri glavni cesti, tako da tukaj je res veliko bolj nama všeč. Ja, jaz sem to včeraj videla, ker sem šla na sprehod zvečer, tako da kar fino. Drugače bil pa danes kar delaven dan, jaz sem imela veliko zapisati, pa slike sem obdelovala celo popoldne, pa v bistvu se tudi malo noter skrivala, no vsaj jaz, zato ker me zdaj že parkrat, ko smo šli hoditi, ful sonce ožgal v lasišče oziroma v prečo in se mi zdaj cela glava že ljub. In je res neprijetno, ampak sva že iskala in v mesti in tukaj v raznih gift shopih in trgovinah kapo ali pa kakršnokoli pokrivalo, ampak nikjer ga nimajo, tako da ne vem. Zaenkrat še vedno iščeva, no. Upava, da bo kje najdla. Sicer zdaj se bomo že počasi šli iz hribov, tako da ne vem, koliko bo še prav prišlo, ampak daj, siguren še bo, no. Da, če kje zagledava, bo ziher kupla. Ja, res je zoprno, pa bila sem celo življenje na soncu, na morju, pa vse, ampak tako takega sonca pa ne vem, očitno pri nas ni. Ja, čist drugače tle v gorah. Ja. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.